Zdaj pa že nekaj časa nismo slišali kakšnega dobrega cold starta. Vidiš, to je dober začetek dneva. Drugač pa midva govoriva isti jezik. Ja, meni tale polar malo pretesen. Mim grede, vsake toliko časa povem za kakšen produkt, ki mi je všeč. Ne vem, kako mi še do zdaj ni kapnil, da bi pohvalil pizzerijo od svojega lastnega brata. How dumb can you be? No, ampak preden povem, kje lahko dobite ene najboljših pic v Sloveniji, pa najprej še en stavek ali pa dva o tem avtomobilu. A veš, včeraj zvečer sem se tako pravzaprav večino petkov, če imam čas, odpeljal iz Maribora v Celje, na basket. Močno je padel dež in ko sem se vključeval na avtocesto, sem v 4. prestavi pohodil gas. To je bilo približno tako, kot zdaj. To se pravi hitrost, tam je 100 km/h, pa je 3500 motornih vrtljajev. In jaz naredim tole. Stari gume so rekle sam, udamo se! Navor, ki ga ta avto sproducira v hipu, je za letne gume v hladnem vremenu čist prevelik zalogaj. Tako da valjda ne rabim poudarjati, da ne samo, da mora imeti voznik pošteno velika jajca, da se s tem avtom na hladni, pokne da je mokri podlagi sploh kje upa. Ampak to je en velik del čara tega avtomobila, razumeš? Fuel level low, 20 km to empty. A veš kva, kaj pa taka lepa svetloba, se pa moraš za sekundo ustaviti, pa narediti kakšno fotko. Ali si pa vsaj 2 sekunde vzeti za to, da avto samo malo pogledaš. Mislim, da samo pogled te boke, no. No, glih še 450 metrov je do te bratove pizzerije, pa je že skrajni čas, da jo zdaj pa pokažem, a ne? To je ta pizzerija, o kateri sem govoril. Pizzerija Capra, Dob pri Domžalah, čisto ob magistralki, če se peleš proti Štajerski, na levi strani, ob cesti, ne moreš zgrešiti. Za konc pa tole, jaz vem, da se mene zdajle zelo slabo vidi, ampak hočem nekaj pokazati. A? Tudi Ford se je naučil delati fukiš detajle. In to, vsaj pri meni, šteje zelo veliko. A ja, pa da ne pozabim, Samantha Lipej, vse najboljše za tvoj rojstni dan.